Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v mojem podkastu Moč besede. Moj današnji gost je v poklic, ki ga opravlja, nedvomno prinesel svež veter. Pogosto ga lahko spremljamo na družbenih omrežjih, videoblogih, spletu, kar v današnjem času seveda ne bi bilo čisto nič posebnega, če ne bi opravljal poklica duhovnika, kjer to do pred kratkim res ni bilo običajno. No, vsaj dokler svojih profilov na družbenih omrežjih ni odprl Martin Golob. Martin ima danes na svojih družbenih omrežjih okrog 100.000 sledilcev in tam spremljajo njegove hudomušne objave. Gospod Martin Golob, dobrodošli v podkastu Moč besede. Hvala za povabilo, res sem počaščen, da sem lahko z vami v tej lepi palači. Mi veliko pomeni, ja. Mi lahko verjamete, da je meni v čast, da ste danes tukaj, res iskrena hvala. No in če se lahko za začetek malce pošalim, tako kot vi, tudi jaz pri opravljanju svojega poslanstva nimam veliko pooblastil, imam pa moč besede, sposobnost učinkovitega govora. Ali ste prav zaradi tega tudi vi prišli na idejo, da boste imeli objave na družbenih omrežjih, da se boste oglašali, da začnete ustvarjati vsebine, namreč iz besede izhajava? Ja. Drugače, ne, nisem glih to, spontano sem padel v to. Vse te, recimo danes, da imam takole močna socialna omrežja, je postopna pot bila. Začel se je z vloganjem 2018, v katerega so me povabili z založbe Družina. Pol malo prenos svetih maš v času epidemije, so bili zelo gledani. Ja. Nisem planiral, da bo to gledala cela Slovenija in še širše. Ampak očitno ste bili tako dober in zanimiv, da se je prijelo. Ja, zelo se je prijel. Pa vedno sem se nekako skušal sodelovati ali pa odzivati povabilo medijev. Radio, televizija, časopis. Rad sem sprejel novinarje še danes. In se z njimi pogovarjal, nisem se tega ustrašil. In tudi tukaj potem nekako rasla neka prepoznavnost. V zadnjem obdobju, kar imam pa tudi v Grosuplju tako luštno ekipo mladih, mi pa tudi oni pomagajo pri kreiranju tega in v tem uživam. Je pa res, ja, je pa beseda ima res moč. Neverjetno moč. A poznate tisti slovenski pregovor, beseda je kakor kamen, kamor pade, pusti sled? Tega ne poznam. No, evo, beseda ni konj, recimo, to sem večkrat slišal. Ampak to, da pa beseda ima moč, sem pa pravzaprav spoznaval v cerkvi, ko pridgam. Kako sem lahko mimogrede s kakšno besedo koga prizadel. In sem vesel, da so mi prišli to povedati. Recimo, zdaj mi na misel pride en praznik, kot danes, in sem pa ljudi povabil, danes se pa praznik, danes se pa lahko praznuje, danes se pa lahko kaj božjega skuha, poje, lahko si date tudi kakšen liter vina na mizo. Čisto normalno tako, ne? In do mene je stopila ena gospa in je rekla, veste, gospod župnik, vi rečete kakšen liter na mizo, to moj mož zelo dobesedno vzame in cela družina 2 dni zelo trpimo. A ne, tako, nisem pomislil na to, a ne. Včasih potem tudi, ne vem, zanj sem imel hkrati eno mašo in v cerkvi so bili eni žalujoči, ker je bilo 7 dni od pogreba. Na drugi strani so bili pa v cerkvi tudi, ki so praznovali 50 let in so prišli v zahvalo za življenje v cerkev. In po eni strani bi naredil kaj bolj veselega, tako ne, življenjskega, po drugi strani pa sem se oziral na nekoga, ki žaluje. In moraš pa tudi se malo, ker lahko z besedo o veselju prizadeneš nekoga, ki žaluje. Tako, a ne, gledaš na širše. In ja, beseda ima moč, ki lahko dviga, lahko pa zelo potlači. Tudi rani, no saj bova še kakšno o tem kasneje rekla, ampak če se vrneva na vaše začetke, gospod Golob, kako pa je cerkev? Cerkev je v temeljih konzervativna. Ja. In ali ste imeli kakšne težave, ali se vendarle, po vašem mnenju, danes tudi cerkev zaveda, da se je treba vernikom prilagoditi, približati, je mogoče bolj prava beseda, tudi v času in prostoru, kjer smo danes? Torej z družbenimi omrežji. Res, da lahko mogoče cerkev deluje malo tako zadržana ali pa konzervativna, čeprav marsičem
je tudi napredna, sej že od nekdaj je bilo pisano, da moramo iti duhovniki med ljudi. Od nekdaj, že apostol Pavel je davnega leta tudi pač govoril o tem, da moramo oznanjati. Zdaj, kakšna sredstva uporabimo za oznanjevanje, pa da se približaš ljudem, pa da prideš do ljudi, je pa tukaj, kar nam čas pač ponudi. Ko sem se začel bolj javno pojavljati, gotovo so imeli moji predstojniki in z mano vred tudi, malo strah, kam to pele. A je to prav, a se spodob tudi, veliko se tudi oziramo. Vas lahko tukaj prekinem, ja. rekli ste, ali se spodobi. Ja, z enega Ampak župnika. spodobnost vedno kažeš z načinom komuniciranja, v bistvu orodje komuniciranja. Ne vem, po mojem mnenju ni prav, da se tam sprašujem, ali je orodje spodobno. Spodoben si ti svojo besedo ali pa ne, se strinjate? Ja, se strinjam, to sem potem kasneje ugotovil, ko sem se udeležil kakšnih takih dogodkov, kjer običajno ne pričakuješ župnika, ampak sem šel in sem se oziral ravno na to. Bom jaz spoštljiv kot oseba in bo spodobno. Ne glede na to, kako pa mogoče moji, ki sodelujemo, delujejo do okolice. Ampak vseeno na začetku smo se vse sorte sprašval in tudi moji predstojniki in tako da je bilo mogoče res malo strah, kam se to pele. Pa so se vas pa navadili, pa so videli, da dobro delate. Ja, no, super. So se navadili, vidijo, čeprav je to, da si prepoznaven ali pa da imaš neko širši vpliv, je lahko včasih dobro na koncu za institucijo, kateri pripadate. To če si spodoben. Ja, tako. To sigurno ni pa vedno vse to najlažje. Včasih je bolj enostavno biti v eni pisarni in čakati. Res je. Gospod Golob, odločitev postati duhovnik si znam predstavljati, verjetno je ali pa ni enostavna. Bi prej rekla, da ni. Kdaj ste vi začutili ta klic? Koliko let ste že duhovnik, če smem vprašati? 13 ja, let. 2013 sem postal duhovnik. Imate že kar kilometrino. Nekaj je. In kaj vas je? A ste bili že takrat? Verjetno svojega karakterja niste spremenili v tem času. Ne, ste dobrodušen. Jaz vas še nikoli nisem videla žalostnega. Včasih sem tudi, moji farani me kar vidijo vse sorte vole. Sem čisto normalen, ampak je pa res, da sem bolj vesele narave. Moj karakter je tak, mogoče malo bolj živahen, včasih mogoče malo navihan. Zdaj, ko sem prišel, sem tamle se srečal z dvema skupinama vrtčevskih otrok, in te otroci tako fajn pol začnejo piti župnik, nekaj me prepoznajo iz cerkve. In potem tam vzgojiteljica nekaj je komentirala, rekel, boljš, da me kličejo župnik kot pa ati. Ta vaš smisel za humor. In so se že tam zelo smejali. Že parkrat ste mi v življenju tako nasmejal, zato ker so te vaše šale tako iskrive, tako, rekla, simpatično, kruto, realne. Ampak niste mi odgovorili na vprašanje, kaj je bil tisti notranji glas. Jaz tudi čisto dobro ne vem. Lahko vam rečem, da verjetno se ne bom zmotila, če bom rekla, da nikoli niste te odločitve obžalovali, ker v tem res uživate. Ampak kaj je tisto v človeku? En mir je nastopil, ko sem se za to odločil. Jaz sem malo cincel, tudi premišljuješ, vse sorte dehtaš. Jaz bi bil tudi oče, jaz bi imel tudi družino, ampak ne vem, v to mi je nekaj vlekel, gotovo so zame tudi molili. Duhovnik res rataš z neko molitvijo. Doma so imeli lep odnos do duhovništva. Ne, da me zdaj, mogoče bilo in meni tudi na začetku kar malo težko, ko sem šel za to, ker sem zelo navezan na domačo hišo, tudi jaz bi bil kmet recimo, pa še zgledi tudi vleče. Moj domač župnik je bil tudi en tak normalen možakar in sem zgubil strah, da mogoče bi lahko tudi jaz bil duhovnik. In ko sem se odločil za to, me je pa nekako v srcu se naselil en tak miren občutek, da je mogoče to. In danes to ne dvomim. Služba, gospod Golob, ne, to je način življenja. Pa način življenja. To je poslanstvo, to ni neka služba, v bistvu to si.
Ne moreš kar to odložiti, ne morem biti podnev župnik, ponoči pa zakonski mož, ne gre. In gre. In v tem sem res srečen. Včasih celo strašim, kaj bi jaz počel, če bi to službo izgubil, če bi to, bi mi bilo kar dolg čas. Na koncu vas bom to vprašala. Ja. Gospod Golob, če sem vas prej vprašala, kako je cerkev, kako so vaši predstojniki odreagirali na pojavljanje na družbenih omrežjih, kako so pa verniki odreagirali na to? Zdaj, takrat, ko sem začel se tako v Bohinju, so bili ponosni. So bili pa v širšem okolju v Sloveniji vse sorte tudi deljena mnenja. No? To pa malo vem, tudi se je kar o tem tudi pisalo, da so bili tudi kakšni komentarji. Se nikoli ne moreš biti vsem všeč, to se moramo vsi zavedati, po mojem. V času epidemije so pa zelo pozdravili te prenose svetih maš. Zelo so bili res hvaležni starejši. Danes smo pa tudi starejšimi taka res dobra ekipa, ker starejši zelo veliko so na socialnih omrežjih. Ja, in zelo radi to gledajo in spremljajo. S tem, da zraven delam tudi za televizijo Gol TV, imam tam svoje duhovne oddaje in smo redno skupaj in jih čutim. Tako da nekako pozitivno. Je pa res, da vsake dolgo cajta je kdo izrazil tudi strah zaradi kakšnih prejšnjih izkušenj, ko je kakšen začel malo neki bolj po robu hoditi, da ga je pol tudi odnesel. So se bili iz tega vidika malo bolj zame, da tega bo sigurno nekaj odnesela. Se to je nevarno polje, ker na nek način vendarle ste neka zvezda, neka slavna osebnost. Ampak jaz se pri vas, če sem čisto iskrena, tega ne bojim, ker se mi zdi, da imate tako radi to vaše poslanstvo, da vas ne bo odneslo. Mislim, da se ne motim. Bom čez 10 let pogledala, kaj sem danes rekla. To je res, v bistvu v Svetem pismu lepo piše, preklet, kdor zaupa v človeka. Človeka ne more, človek vedno, ampak imam pa eno dobro sidrišče. Moja družina, pa moji farani, ki me dela realnega, pa še mnogo ljudi, ki tudi zame molijo. In se tudi zavedam se tudi vsega teh mojih napak, ne nazadnje, da ni vse v moji moči. Tako, skušam biti kar prezemljen, ne glede na vse ali pa tako, tudi če se zdaj lahko prvs, ker bi lahko si zelo včasno vzel, ampak še vedno si skušam pa biti tukaj prizemljen in da ne bom se zdaj tam pred farani nosil. Jaz sem v predsednici, vi pa ne, a veste tako, ampak boste pa povedali, da smo imeli lep pogovor. Sem pa hvaležen za to čas. S tem vašim odprtim pristopom do vere, k veri, pa moram res reči, s kreativnimi objavami, šale imate, nagradne igre, seveda nagovarjate sledilce in po mojem niso vsi verniki, vas sledijo tudi kakšni, ki ste jim simpatični kot človek. Skratka, z vsem tem dejansko odstopate od neke stereotipne podobe katoliškega duhovnika. Ampak vas bom takole vprašala, gospod Golob. Biti na družbenem omrežju je kar služba. Od kje črpate ideje, kreativnost? Rekli ste že prej vmes, če sem prav slišala, da imate neko ekipo. Kdo vam pri vsem tem pomaga? Ali je to vse? Ne, ni samo plod mojega navdiha. Skupaj smo. Tobija, potem so še 3-4 fantje, Lara in tako. Se dobimo skupaj, včasih malo ideje skupaj mečemo, včasih kakšno idejo najdemo od kakšnega ameriškega duhovnika, ker v tujini duhovniki so zelo prisotni na socialnih omrežjih in so zelo tudi kreativni, dejavni. Ti sestanki morajo biti zelo zanimivi, po mojem. Je polno smeha, ne? Kako? Je polno smeha. Ja, te naša srečanja so. In tudi to, ko snemamo skupaj, je zelo zabavno. Pa tudi jaz se pa z njimi družim, oni z mano in smo skupaj. Veliko se pa tudi sam spomnim. Tudi kakšne življenjske stvari, to, kar pride naključno. Želim pa tudi vedno kakšno sporočilo dajati.
Se pravi, trudimo se za to, da neko vsebino da dajemo. Da nikogar ne žalimo ali pa da ne odbijamo, hkrati da malo povezujemo, pa damo kakšno stvar malo misliti, da vznanemo nauk, a pa vse veselje do življenja nenazadnje, neko razmišljanje, v tem smislu. Ja, je pa tako, nisem sam, veliko je tudi gotov navdih Svetega Duha, je pa lepo, ko ljudje to zelo gledajo in skušam pravzaprav ciljati nekoga, ki tukaj cerkve še ne pozna. Niso moj cilj zgolj ljudje, ki so zelo verni, predvsem tiste, mogoče malo oddaljene, ali pa želim se približati tistim, ki se mogoče cerkve celo bojijo, ali pa imajo svoje predstave o cerkvi, ali pa o duhovnikih. Včasih imajo ljudje vse sorte občutke glede stereotipe, ne? Stereotipe, včasih žal tudi še negativne izkušnje, včasih neko svojo predstavo, pa skušam tudi priti malo zraven, se približati ali pa pokazati. Smo vse sorte ljudje, smo čisto normalni možakarji, tako no. Rad pokažem tudi, koliko je mladine v župniji, da niso samo neke starejše gospe, ampak tako, da je to res občestvo, ki pokriva vse generacije, tako. Vi ste mojster medgeneracijskega sodelovanja, bi se končno politično reklo, ne? Zelo dobro, na to sem zelo ponosen. Zdaj smo šli v Fatimo, nas je šlo 200, in to je bilo 40 mladih in ogromno upokojencev in upokojenk in tudi kar nekaj družin, tako, in to se da zelo lepo prepletati. In tudi mladi zelo lepo pridejo. In oboji to rabijo, gospod Golob. Ja, zelo rabijo, res. Zdaj sva nekaj spregovorila o družbenih omrežjih, pa o tem, kako pripravljate te vaše objave, ampak moram vas vprašati, a uporabljate umetno inteligenco? Kakor kdaj. Ja? Ja, je lahko zelo koristna in je neverjetna. Včasih tudi, ja. Sploh, če imam kakšne ali sestanke ali pa kakšna taka srečanja in včasih mi to prišpara ogromno časa, ko recimo vprašam, če postavi neke oporne točke, ali pa neko smer. Včasih mi je prav zanimivo, kako zna nekako tudi oceniti, kaj je aktualno, na kakšen način se približati. Včasih mi pomaga tudi kakšno tole napisati. Ne, pridiga je zelo suhoparna. Umetna inteligenca se mi zdi, da v besedah ni nekega čutenja. Ne. In je prazno. Zna zelo dobro formulirati, oblika. Nima duše. Nima duše. In to pa ne morem. Tudi pridigam večinoma sam, na pamet, edin za pogreb si pa pišem. Zato, ker je le malo tako okolje in tam ima pa beseda zelo lahko, ena beseda lahko zelo zmoti ali pa tudi rani. Tam sem zelo občutljiv. Ravno se upravičujem, ker vas prekinjam, pri umetni inteligenci velikokrat zdaj med mladimi, pa tudi mogoče še v moji generaciji slišimo, da bo umetna inteligenca nadomestila mnogo poklicev. Ali vi, gospod Golob, mislite, da bi umetna inteligenca v prihodnosti lahko nadomestila duhovnika? In mislim, da vem, kakšen bo vaš odgovor. Ne, v celoti, vsem tem ne. Ker umetna inteligenca tudi ne more nadomestiti vlogo očeta, ne more nadomestiti vloge matere, in je tukaj stvar, ki rab dušo. Umetna inteligenca je človeški proizvod, je produkt našega znanja, tehnologije in dokler služi človeku, je to super. A vam lahko povem en stavek, ki si ga boste zapomnili, po mojem ga boste lahko kdaj uporabili. Pa ni mojega, je rekel en računalniški guru. Umetna inteligenca ni neumetna, neinteligentna. In potem seveda lahko razložiš, umetna ni zato, ker ima znanje, ki ga je sproduciral človek. Inteligentna pa tudi ni, ker uporablja samo tisto, kar ima noter in zna povezvati. Skratka, in še eno stvar, če mi dovolite, da majčkeno debatirava. Umetno inteligenco mora uporabljati tisti, ki je strokovnjak na svojem področju, ker šele takrat bo lahko videl, ali halucinira ali ne. A znate vi Sveto pismo na pamet?
Skoraj, ne. Veliko in No, in tam vas ne bo mogla okoli prinesti, zelo ne. hitro začutim, Ja. a je to res iz tega pisma ali ni. Ja. Je pa, ga pa zelo veliko sem v Svetem pismu. Ja. Ja, no, super. In a ne, tukaj je kratka umetna inteligenca in ne bo mogla to kar zamenjati ali pa nadomestiti. Za kakšne dopise pisati, to pa že, ja, ne, recimo. Kakšne zapletene matematične formule, algoritme, marsikaj zna, ampak čustev pa nima. Ne? Tukaj sva si res enotna. Prej ste že majčkeno omenil sovražne, grobe besede. A ne? In sem rekla, da se bova malce kasneje o tem pogovorila. Ko si enkrat na družbenih omrežjih, temu seveda ubežati ne moreš. To vsi mi vemo, ki smo vpeti v to. Tam je velikokrat vroče, hladno, ni tistih 50 odtenkov sive vmes, ali te imajo radi, ali pa te res zelo ne marajo. In tisti, ki te ne marajo, znajo biti na družbenih omrežjih grobo žaljivi. Kako se vi, kot Martin Golob, kot duhovnik, spopadate z ljudmi, ki ne štedijo besed? Ne berem komentarjev. To je preprost recept. Ja, in me niti ne zanimajo. Jaz se sam pri sebi zelo trudim, da sem čim manj na socialnih omrežjih. To je zdaj malo kontradiktorno. Ja, ne? ampak zato, ker socialna omrežja so krasna, dokler te v nečem navdihuje. Ko pa čas zapravljaš gor, pa to ni več dobro. In tukaj se zelo skušam držati na špagi, ker danes na splošno smo preveč na mobitelih. In velikokrat mi kar nekaj brskamo, niti ne vemo, kaj iščemo. Algoritem meče vsebine, za katere on predvideva, da mi bo všeč. Ja. In ogromno časa sem že doživel, ker znam ljudem reči, da nimam časa, pa se mi mudi. Po drugi strani sem pa pri sebi spoznal, kako sem bil pripravljen zapraviti kar eno veliko količino časa za brez veze, da sem nekaj gledal na telefonu. In sem se pri sebi zamislil, da tole ni nič. Pa sem veliko dobil vprašanj, kaj delati z mladimi, ko so skozi na mobitelu, in sem sam pri sebi videl, da sem jaz tudi skozi na mobitelu. In zelo se trudim, da sem čim manj na socialnih omrežjih. In socialna omrežja niso glih realen svet. Dosti je fajn, ko lahko, a ne, krasen je, ko se mi da pogovarja, lahko pa to nekdo poslušal. Mi objavljamo, to ljudi navdihuje in to je zelo dobro. Če bom pa zdaj jaz gor bral komentarje in se sekiral, kaj nekdo piše in me normalno besede tudi prizade, pa pravzaprav si uničujem z nekim usporednim življenjem, ki je na socialnih omrežjih, ta realni svet si brez veze. In všeč mi je, da jaz lahko realno živim, da grem na kolo, da grem na naravo, občudujem zelo, kako se prebuja pomlad, občudujem, kako se zjutraj ptički prebujajo, kako vse že žvrgoli in prihaja življenje. In to je življenje. To, kar je na internetu, ni realno. A vas mladi poslušajo, ko jim to govorite? Ja, večkrat to govorim. Upam, da me poslušajo, pri Veruku večkrat to govorim. In na raznih dogodkih in na srečanjih rad na to pokažem. Ker socialna omrežja so zopet eno orodje, jaz jih uporabljam, da vzajemnem Boga in ko posnamemo, to je lušen, objavimo, to je čisto v redu, da bi se pa zdaj ukvarjal, kako gre nek posnetek v svet, čez kere jezike, poglede, razmišljanje gre, pa ne prepuščam naprej. Ni več moja stvar. Se pa odzovem na sporočilah, če mi ljudje pišejo sporočilo, in tukaj so pa običajno čisto spoštljiva. Tudi jaz imam tako izkušnjo. Ja, na sporočilih ni nikoli, da bi bilo kaj grdega, mogoče kakšen snampak, ampak tisto tudi ni taka reč. Facebook sporočila ne berem, ker mi ne znese, imam premalo časa, ker vem, da tisti, ki hoče nekaj resnega, mi bo pa na mail pisal. Bo že najdel. Ja, bo že šel. Instagram in se pravi sporočila pa tudi nekako redno berem, se odzovem, ali usmerim, tako da to komentarjev pa ne gre. Dober nasvet, gospod Golob, ampak vseeno, sovražnemu govoru, grobim besedam ubežati več ne moremo, saj jaz imam tak občutek, ampak zdaj vas sprašujem kot človeka, ne zgolj kot duhovnika,
Kaj menite, zakaj se nam kot sodobni civilizirani družbi pravzaprav sploh dogaja takšno širjenje nestrpnosti, diskriminacije, groženj, pogosto spodbujenih tudi strani politikov, moram na svoj poklic, javne osebnosti, medije. A mislite, morda je zahtevno vprašanje, ampak me vseeno zanima, a mislite, da lahko sploh še kaj ozdravi našo družbo? Ja. V resnici je veliko zdravega. Upanje umre zadnje. V resnici je veliko zdravega, ker to je samo en tak, zanj sem se pogovarjal z gospodom Kovšco in je tako dobro rekel, na svetu je mnogo več dobrega, ampak tisto slabo, ki pa ven useka, je pa toliko bolj, ima močnejši okus, a pa toliko bolj vidno. Zdaj te ljudje, ki recimo pišejo sovražen govor, tako, se jih včasih predstavljam kot ene boge, malo fantka, dekleta, ki imajo v sebi eno težko bolečino. Jaz poznam v mojem kraju enega gospoda, ki je res trde stvari pisal. In še za profil imam tako malo, ampak potem sem pa spoznal, kdo je in vidim njegovo življenje, kako je ostal sam, kako je pred kratkim ženo izgubil, kako ga sin ne obišče. Mi imamo na internetu ogromno ljudi, ki so zelo sami in je zelo težko. Pravijo, včasih je luštno tudi skregati. Včasih res paše, da se na koga skregaš in se vam spucaš malo. Nekateri nimajo nobenega, da bi se skregal. In mnogo tega, kar mi beremo na socialnih omrežjih, v resnici niti ni toliko iz srca sovražno, kot zgolj nek izliv nekega gneva ali pa... Ki ga je treba vsake čase sebe vendati. Včasih jaz dobim v pisarno kakšno osebo, ki se me skašla, pa sem se navadil, da ne smem se tega k srcu jemati, ker očitno rab to tisti dan narediti, da bo boljš in da ni to toliko za osebno vzeti. To smo pač ljudje tako narejeni. In to, da socialnih mrežah je to malo bolj vidno, ker marsikdo je malo skrit, malo tako, pač pol se tam ven iz sebe da vse svoje stisko ali karkoli nos s seboj. Je pa res, da to je onesnaževanje. Jaz bi se onesnažuje, okolje, onesnažuje družbo, je onesnaževanje. Meni je bolj to na živce gre, tega pa res ne razumem, to na internetu nekako malo skušam razumeti. Res pa ne razumem, kako ob kakšnih normalnih cestah jaz na travi videvam piks ne odpira. Kako lahko nekdo vozi, pije zraven pir in ga še vrže čez oken. Recimo, tega pa ne razumem. Tudi je zelo težko. To je pa meni tako čudno. Ampak me veseli, gospod Golob, ker tudi v mojem poklicu, sploh na mestu predsednice Republike Slovenije, kjer tudi jaz sama zase pravim, da je to poslanstvo, to ni moja služba, gledamo na svet skozi neko prizmo. In v današnjem svetu je v ospredju egoizem, sebičnost, ampak tudi vi ste rekli, in s tem se jaz absolutno strinjam, tudi sama tako mislim na tej poziciji, da po svetu hodi še vedno več dobrih kot slabih ljudi. Ampak kako pa vi sicer gledate na ta današnji svet? Ne bova debatirala o grozotah vojn, oba veva, da to družbi ne prinaša nič dobrega, ampak ta sebičnost, ta destruktivnost, prejle ste mi že mačkrat namignil, da je manj ljudi takih, ampak so bolj vidni, več okusa in vonja imajo očitno. Kakšen se vam danes zdi svet? Drugač meni lep. Je, ne? Še vedno. Jaz mislim, da kakšno očala daš gor. Da je to mi je bilo enkrat zanimivo. Jaz sem, ne vem, ali sem bil v Kaplanu, Zagorju ob Savi, ali sem bil na Vrhnjku, to sem že malo pozabil. Spomnim pa se, da sem šel na črpalko Petrol in mi je tam gospod rekel, a sem se glih preselil, rekel, odvisen, kako te ljudi videl. Če jih boste videl kot dobre, bodo dobri. Če jih boste pa videl kot tečne ali pa slabe, bodo pa slabi. Tako da veliki od nas, oziroma tudi moja izkušnja, v zadnjem obdobju veliko hodim po Sloveniji, ki me vabijo, ki predstavljam recimo knjigo, ali pa midva, ki so bila skupaj v Ponikvi, ki so še da. Lušten. Ali ni bilo lepo? Prav res. V resnici je tega še ogromno.
Je pa mogoče družba ali pa tako naš obče gledano, mogoče res delujemo tako, malo vase zagledani, malo tudi včasih narcistično ali pa tako malo, ampak to je samo en tak, malo tak obči pokazatelj. Če greš pa v eno celico družbe, je pa tam še vedno tisto pristno, lepo. No? Kar pa imava oba dva, recimo tudi neko pozicijo ali pa neko moč glasu, vedno pa tudi skušam ljudem vedno nekako povedati ali pa govoriti, ni vseeno, kaj govoriš. Jaz sem mojim starejšim tako veliko govorim, ne onesnaževati z besedami po internetu, ker nekdo je za vsakim profilom in vsak je tudi pravzaprav odgovoren, kako bo svet okrog njega se vrtel. Če bi lahko dali čisto en kratek nasvet poslušalkam in poslušalcem, gledalkam in gledalcem, saj imamo tudi video, če pride nekdo v stiski k vam, gospod Golob, seveda pride do vas kot do duhovnika in vidite, da je v stiski. Kaj je tista vaša prva hipna reakcija? Kaj svetujete današnjemu človeku, v tem današnjem krutem tempu? Kje naj posameznik najde svoj mir in zadovoljstvo? Verjetno morate imeti kar eno žilco prebrati človeka, ker ne morate dati vsakomur istega nasveta. Se motim? V bistvu skušam kar en cajt biti tih in skušati čim bolj slišati. Takrat pustim, da spregovori, ker da čim več govori, da da iz sebe in je že to pravzaprav pomoč, da daš človeku možnost, da spregovori. Že to je veliko, da človek se počuti nekako varno, da lahko spregovori vse tisto, kar nosi s seboj in da ga lahko slišim. V večini primerov imajo ljudje odgovor že v sebi. Imajo že nekako odgovor, vedo, kaj treba, vedo, kako se lotiti, nimajo pa še moči to speljati. In to moč pa pravzaprav dobiva že s tem, ko spregovorijo. Potem pa, če je nekdo še veren, gotov, da bo molil, to mi je velika, pa da bom mašo imel, ali pa ta bližina občestva. Se mi zdi, da pol je tudi pomembno, ali se še te osebe spomniš, ki napišeš. Enostavno je nekomu, ki napisate, si v redu, ko se počutiš. Tako da en tak posel recepta, kako kar zdraviti, ali pa ni. In tudi tega ne dajem. Kaj pa sebi svetujete? Kadar vam je težko, prej sem rekla, da vas še nisem videla žalostnega. Sebi verjetno najtežje svetovati. Zelo težko, ampak se kar skušam, moram se tudi prijeti v roke. Jaz grem zelo rad k sveti spovedi, imam tam v stičnega patra in grem kar do njega. Včasih on se vzame tudi v Bosni, začel vzame čas, pa mi je všeč, ko se pogovoriva in v kakšnih takih zadevah me bolj razume. Tam samostano je ful lepo. Zelo lepo. Kako je čarobno, ker prideš kole zvečer, pa je tišina, bankam kjer, v tisti veliki baziliki. In kakšne svoje te res stvari lažje bojim do nekemu duhovniku, ki pozna to pot. Drugače mi pa zelo pomaga, da grem, da malo odklopim. Zdaj pa, takle, recimo včeraj sem pač na hitro pobegnil za uro pa pol na kolo, se človek malo zmatra, prešvicaš. Dobiš drugo energijo. Gre lažje naprej. Ali pa enostavno, da malo prespiš. Spanje je kar malo spati. To je res, dobro spanje je pol energije dobiš, ali pa celo. Zadnje vprašanje, gospod Golob. Sem rekla, da vas bom čisto na koncu vprašala. Ste prej rekel, da se kar malo bojite, če bi vi to službo zgubil. Kaj bi počel? Kaj bi počel. Ampak če ne bi bil duhovnik, kaj pa vi mislite, da bi bili? A lahko jaz uganem, kje bi vas jaz videla? Jaz mislim, da bi bili vi učitelj. Čeprav nikoli nisem pomislil o tem, ampak bi bil lahko tudi, Drugače, jaz sem vedno sebe se malo predstavljal, kot da bi bil na kmetiji. Meni v Zibku mi je ta poklic dan in vedno sem rad bil v naravi, delo, nekako to, zelo mi je všeč, kad človek nekaj dela. A imate nivo? Imam en majhen vrtiček tam pri župnišču, drugače pa rad domov, ki pomagati ali pa narediti. Sem se pa zanimal, mogoče tudi za področje novinarstva, ker imam rad zgodbe.
Jaz zelo rad ljudi poslušam v tem, kar so, kar počnejo. Všeč mi je. V bistvu na nek način ste malo novinarji. Ja, sem in rad poslušam, ker me zanima, kako kakšen človek doživlja, zakaj se tako odloča, kakor se odloča, kaj se v njemu dogaja, ko tako reagira. To mi je vedno tako bilo tudi zanimivo. Bi bil pa učitelj. Nikakor ne bi gledali v zrak in se smilili samemu sebi, nekaj plemenitega bi že počeli. To je pa najslabše. Zdaj te dileme itak nimate, ker jaz mislim, da boste to opravljali do penzije. Skoro smo postarali v tem. Gospod Martin Golob, lahko mi verjamete, res mi je bilo veliko veselje pogovarjati se z vami. In v času sploh, ko se zdi, da nas razlike pogosto razvajajo, so pogovori kot je ta dokaz, da nas lahko iskrenost, spoštovanje, skupne vrednote, vedno se jih da nekaj najti, vsem se nikoli vsi ne bomo strinjali, ampak jaz mislim, da nas to še vedno povezuje. In to, kar jaz čutim skozi vaše delo, skozi vaše besede, je, da ste prepričani in tudi jaz sem, da vsak lahko prispeva k boljši družbi. Vsak, En z večjimi dejanji, en z manjšimi, ampak vsak lahko da tisti kamenček v mozaik te prelepe pestrosti naše skupnosti, ožje, širše. Na koncu smo vsi na planetu Zemlja, edini, ki ga imamo, ni planeta B. Vsi smo pod istim soncem. Tako je. Tako da, gospod Golob, najlepša vam hvala. Hvala. Širite lepo besedo in Božjo besedo še naprej, tako zavzeto in z vso energijo, ki jo premorete, in te ni malo, bom rekla, hvala Bogu. Uživajte v tem, kar počnete, in na nova snidanja. Upam, da se še kdaj srečava. Jaz upam in vam res privoščim obilo blagoslova pri vašem povezovanju našega naroda. Tudi to je zahteven proces. Ni enostaven, ampak jaz mislim, da smo Slovenci najlepši narod. Jaz tudi to verjamem. To je. In kako smo veliki, da vem, v srcu in duši. Z leti, sprav s tem privilegijem, ki hodim po Sloveniji, to je to, kaj je enega lepega v naši domovini. Drži. Zdaj sem se še eno stvar spomnila. A imate kakšno šalo o politikih? Ste jo kdaj stresel kakšno na naš račun? Zdaj se mene ne spomnim. Razmislite, evo, vas bom spremljala, pa če bo kakšna taka vaša duhovita, jo bom šerala. Ne vem, če je primerna. Če ni primerna, bova zdaj le raj tiho. Dobro, ja. Tako da, gospod Martin Golob, hvala lepa. Vam pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje v naslednjem podcastu Moč besede.